Akademski slikar in nagrajenec Prešernovega sklada Vinko Tušek je v slikarstvu pustil velik pečat. Razstava Rdeče modro oblo pa je dokaz, da se za to vrsto umetnosti vedno najde prostor in da meja ni. Gre za pregledno razstavo od samih začetkov do časa njegove smrti in tisto, kar razstava zelo lepo pokaže, predvsem ta misel njegova, zelo specifična misel o slikarstvu, kako slikarstvo prenesti iz nekega, bom rekel, ploskega, dvodimenzionalnega na videz objekta, uokvirjenega v prostor, najprej v kiparski prostor, ali pa bom rekel kot kiparski objekt ga predstaviti sliko, potem pa še kot ambient, torej da se lahko dobesedno skozi sliko sprehodimo. Vinko Tušek je v svojih delih vedno uprizarjal in udejanjal prostor, tudi v risbah, slikah in grafikah na začetku svoje likovne ustvarjalnosti. Celo v izrazito ploskovnih ali črtnih delih je izpostavljal problem likovne uresničitve prostora. Jaz mislim, da je njegov prispevek, jaz upam, da bo ta razstava spodbudila, da bo še nekoliko bolj raziskan njegov prispevek. Mi ga najbolj poznamo znotraj neokonstruktivizma, torej znotraj te skupine, kakor jo je poimenoval Aleksander Basin, torej iz konca 60-ih, začetka 70-ih, skupaj z Dragico Čadež, Tonetom Lapajnetom in tako naprej. Ampak njegova misel je povsem specifična, ker je pač vezana na slikarstvo. Tako da tukaj so, mislim, da neke iztočnice za poglobitev te misli, tudi teoretsko gledano, kaj bi se lahko še napisalo v tem opusu. In kako se je likovna umetnost razvijala v tistih daljnih 60-ih, 70-ih let, pa vse do danes? Generacija, ki je pripadal Vinko Tušek, je prinesla spremembe, predvsem glede na generacijo, ki je učila to mlado generacijo, torej glede na Stupico in druge. Zdaj tukaj gre predvsem za vpliv tam iz druge polovice 60-ih let, tudi tega, kar so lahko videli recimo v tujini, predvsem na beneških bienalih v drugi polovici 60-ih let, ne samo v slikarstvu, predvsem tudi v kiparstvu in pa tej zmešnjavi medijev, tako da že včasih ne vemo, ali gre za sliko, ali gre za objekt, kiparski, skulpturo, ali gre že za neko prostorsko postavitev. Tako da to je zelo tipično za 20. stoletje in tudi razvidno znotraj Tuškovega opusa. Prostor je vse, prostor omogoča gibanje in življenje. Prav to je umetnik zaznaval kot ustvarjalec in usmerjevalec oblik v prostorih. Njegova dela venomer ustvarjajo kompleksno likovno dogajanje. To nima konca v smislu samega videza. Vse je zasnovano brezkončno. Razstavo si lahko ogledate v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju do 24. septembra.